Pozdravljeni. Jesen se je začela, počasi smo oblečeni v bolj debela oblačila in jaz mislim, da je zdaj pravi čas, da začnemo zopet kaj kvačkati. Letos bomo začeli z izdelavo novoletnih ornamentov. Za začetek bomo začeli s temle jelenčkom. No, pa poglejmo, kaj potrebujemo in kako bomo začeli. Za izdelavo jelenčka bomo potrebovali nekaj različnih prejic. Belo, rjavo, rdečo in še eno rjavo za roge. Potrebovali bomo kvačko številka 3, nekaj polnila, škarje in šivanko. Pa začnimo. Najprej bomo začeli z belo barvo. In sicer bomo naredili najprej magični krog, ki ga že poznamo. In sedaj bomo tukaj naredili verižico iz 8 zank. 4, 5, 6, 7 in 8. Začeli bomo kvačkati goste petlje in sicer v drugo zanko od kvačke. Prišlo jih bo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7. Takole. Zdaj izgleda tole. Ob koncu vsake vrstice bomo naredili eno verižno, ki nas bo popeljala v naslednjo vrsto. In naše kvačkanje obrnemo. Torej kvačkamo vedno od desne proti levi in potem obrnemo in zopet od desne proti levi. Zdaj bomo začeli z 2 gostima v prvo zanko. Nadaljujemo z 2 gostima v drugo zanko. Takole. Zdaj naredimo v naslednje 3 zanke po 1 gosto. In v zadnji 2 tudi po 2 v eno, ne? Tako, da imamo na koncu, če preštejemo vsega skupaj 11 zank in potem naredimo eno verižno. Takole izgleda zdaj. In zopet obrnemo. Spet v prvi 2 zanki naredimo po 2 gosti petlji. 2 in 1. 2. Zdaj v naslednjih 7 naredimo po 1 gosto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in v zadnji 2 zopet v vsako po 2. Takole. Na koncu, če bi prešteli, jih mora biti 15. In obrnemo. Takole. Zdaj bomo v prvo zanko naredili 2 gosti. Potem bomo prekvačkali z enojnimi gostimi do konca. In v zadnjo zopet naredili 2 gosti. Tako da bo ta vrsta na koncu imela 17 zank. In še 2. V zadnjo naredimo 2. Sedaj zopet naredimo eno verižno in obrnemo. Izgleda približno takole. Zopet v prvo naredimo 2 gosti. Kvačkamo do konca. Torej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, torej 15 enojnih gostih in v zadnjo zanko
zopet 2. Naredimo eno verižno in zopet obrnemo. Zdaj pa kvačkamo samo goste petlje po eno, torej 19 gostih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 in 19. Takole, še eno verižno in obrnemo. Zopet bomo v prvo zanko naredili 2 gosti. 1, 2. Potem bomo prekvačkali z eno gosto v vsako zanko. In čisto v zadnjo bomo zopet naredili 2. Tako da nam bo na koncu, če preštejemo vse zanke, jih mora biti 21. Jaz zelo priporočam, da na začetku, dokler se še malo lovite, kar pridno štejete tele zanke. Sploh pri temle projektu je pomembno, ker je narejen iz 2 polovic, iz 2 enakih polovic, ki jih potem prekrijemo in obkvačkamo skupaj. Zato je zelo pomembno, da sta obe polovici enaki in da se prekrivata. Evo, zopet naredimo eno verižno in obrnemo. Zdaj bomo prekvačkali celo dolžino z enojnimi gostimi, torej 21 gostih. Takole. V naslednjem krogu oziroma v naslednji vrstici bomo začeli uporabljati to rjavo barvo, ki smo si jo izbrali za jelenčkovo dlako. Takole. Evo, še malo, da pridemo do konca vrstice. Ne pozabiti zadnje pokvačkati, ker se tako malo skriva, ampak je pomembno, da imamo vse. Evo, tako. Naredimo eno verižno in obrnemo. Zdaj bomo začeli dodajati rjavo barvo. In sicer, najprej bomo naredili 10 gostih z belo barvo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10. Tako, zdaj bomo priključili barvo, ki jo želimo imeti za jelenčkovo dlako. Čisto enostavno. Samo zataknemo za kvačko, potegnemo skozi belo zanko in belo zanko zategnemo. Takole, evo. Zdaj si tole zanko malo zmanjšamo in v naslednjo naredimo gosto zanko tako, da hkrati zajamemo tudi obe ti 2 vrvici, kar nam bo potem olajšalo, da se nam ne bo kaj sparalo oziroma da nam ne bo treba kaj šivati. Zopet zamenjamo barvo v belo in sicer enostavno zajamemo belo in jo peljemo skozi rjavo. Rjavo zdaj zopet zategnemo in tudi belo. In sedaj zopet pokvačkamo tudi obe rjavi vrvici z naslednjo zanko. Evo, to je že naša prva bela, potrebujemo jih še 9. Torej imamo na vsaki strani po 10 belih, potem je ena rjava in potem spet 10 belih. Naslednja vrstica bo popolnoma enaka. Takole. Evo, do zadnje, ne pozabiti na zadnjo. Eno verižno in obrnemo. Gremo zdaj 10. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 in 10. Zopet vzamemo rjavo tole nit, jo peljemo, enostavno zajamemo in jo peljemo skozi belo zanko. Belo spodaj zategnemo, rjavo tudi malo tudi potegnemo in potem naredimo zopet eno v tole rjavo, ki nas čaka spodaj. Zopet menjamo barvo, tako da primemo belo in jo peljemo skozi rjavo. Zategnemo rjavo in potem še belo ter nadaljujemo do konca vrste. Lahko si tole rjavo peljemo s seboj, ker jo bomo rabili v začetku naslednje vrstice. Jaz to delam tako, da enkrat jo ukvačkam, drugič je ne ukvačkam, zato da se mi spredaj ne pojavi, ker če kar ukvačkamo po celi dolžini, se nam potem včasih lahko spredaj pojavi ta barva, česar pa ne želimo. Tako da izmenično ukvačkam in izpuščam zadaj tole rjavo nit. Takole. Evo ga. Pa smo prišli do konca. Sedaj pa zopet menjamo barvo v rjavo, ki smo jo pripeljali. Lahko vam pokažem, kako tole izgleda. Takole. Vsaka druga. Ok. Menjamo barvo. Zopet skozi belo potegnemo rjavo in sedaj za rjavo naredimo eno verižno in obrnemo. Prvo zanko naredimo gosto rjavo gosto petljo. Nadaljujemo z zamenjavo barve v belo, zopet rjavo potegnemo in sedaj naredimo 8 belih gostih. Zopet izmenično na hrbtni strani peljemo s seboj tudi rjavo barvo, ker jo bomo rabili. Takole. Mogoče se sliši zapleteno, ampak ko boste probali enkrat, dvakrat, pa bo šlo. V resnici ni tako grozno. Takole. 8 belih. Zopet zadaj, takole ena ja, ena ni. Menjamo barvo v rjavo. Menjamo barvo. Potegnemo belo, potegnemo rjavo in gremo zdaj 3 rjave. 1, 2, 2 in 3. Tako. Če boste lepo zategovali, boste imeli problemov z ugotavljanjem, ali je tisto spodaj zanka ali ni. Tako, evo, zopet menjamo barvo v belo. Spodaj stisnemo rjavo, na vrhu stisnemo belo in zopet gremo izmenično s seboj, peljemo rjavo vrvico. In zopet 8 belih. 2, 3, 4, 6 in 7 in 8. Sedaj zopet menjamo barvo v rjavo, kot vedno, in naredimo še eno gosto za rjavo barvo. Ponovimo še enkrat to isto vrstico, torej za rjavo naredimo eno gosto, verižno, in potem eno gosto. Menjamo barvo, nadaljujemo z belo. Rjavo peljemo zadaj. Izmenično jo pokvačkamo
če se vam zdi to pretežko, da jo ukvačkate, potem jo enostavno samo vrvico takole pustite, pa potem nadaljujete. Samo toliko morate paziti, da vam ne bo zategovalo potem na koncu. Zato jaz rajši takole delam, tudi estetsko je boljše pa. Ampak če ne gre, pa tudi ni problema, se vse da tudi lepo samo vrvico potegniti, pa je. Evo, zdaj smo prišli do sredine, menjamo barvo, zopet v rjavo. Takole. Zategnemo spodaj, zgoraj in 3-krat rjava. 1, goste, ne, tukaj govorimo samo o gostih. 2 in 3. Menjamo barvo. Takole spet rjavo peljemo in 8 belih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8. Menjamo barvo. Nategnemo in na koncu 1 gosta v zadnjo. Takole, da vam malo pokažem, kako zdaj to izgleda. Takole je spredaj. Takole je zadaj. Ok. Gremo naprej. Zdaj pa imamo. Samo da si ostale pogledam. Ok. Zdaj pa nadaljujemo z rjavo. Eno verižno naredimo. Naredimo zdaj 2 rjavi. Kosti 1, 2. Menjamo barvo. Belo. Naredimo 6 belih. Rjavo peljemo s sabo. 1, 2, 3, 4, 5 in 6. Zamenjamo barvo v rjavo. Naredimo 5 rjavih. 1. Belo lahko peljemo s sabo. 2, 3, 4 in 5. Menjamo nazaj v belo. Stegnemo. Zdaj pa 6 belih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menjamo. Malo se te vrvice prepletajo med seboj. Menjamo barvo v rjavo in še dokončamo z 2 gostima rjavima. Takole. Evo. Zdaj zopet naredimo eno verižno in potem 3 goste z rjavo barvo. 1, 2, 3. 3, 4 z belo, torej menjamo. 4 bele. 1, 2, 3, 4. Menjamo barvo. Zdaj po koncu obljubim. 7 rjavih. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 in 7. Menjamo barvo. Takole. 4 bele. In to so zadnje 4 bele, ki jih bomo potrebovali za zdaj. 1, 2, 3, 4. Menjamo barvo in zaključimo s 3 gostimi rjavimi zankami. 1, 2 in 3. Belo bomo sedaj odrezali, pustili bomo majčkeno še, da bomo, ko bomo obkvačkali, lahko tudi tole belo. Takole izgleda od spredaj, takole izgleda od zadaj. Od sedaj naprej nadaljujemo samo z rjavo barvo. Naredimo eno verižno, obrnemo. Zdaj pa pokvačkamo 2 skupaj. No, če slučajno kdo ne ve, kako to gre, v bistvu gremo not skozi prvo zanko, zajamemo, kot da delamo gosto petljo, imamo 2 na kvački. Zopet gremo skozi naslednjo zanko, zopet zajamemo in potegnemo ven. Imamo 3 na kvački. In sedaj samo zajamemo in potegnemo skozi vse 3 skupaj. Tako, v bistvu tako enostavno, združimo 2 gosti petlji skupaj. Zdaj bomo normalno z gostimi pokvačkali še 17 zankic in zadnji 2 zopet združili. Počasi nastaja tale obrazek. Takole in zadnji 2 zdaj skupaj. Tako. In eno verižno. Naslednjo vrsto samo prekvačkamo z gostimi. 19 jih mora biti. Za vsak slučaj bomo prešteli. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 in 19. Eno verižno in zopet prvi 2 skvačkamo skupaj. Nato jih pokvačkamo 15 gostih do zadnjih 2 zank, ki ju potem tudi združimo v eno. Na koncu jih mora biti vsak skupaj 17. Oziroma ne, smo že pri 15. Bomo videli naslednji. Oziroma bomo prešteli, zato da se ne bomo lovili. Bomo kaj narobe naredili, da nam treba parati. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, evo 17. Zopet ena verižna in 2 skupaj. Zopet 2 gosti skupaj. Pokvačkamo naslednjih 13. Naslednjih 13 in potem zopet zadnji 2 damo skupaj. Smetka. In sedaj zadnji 2 skupaj.
Tako zopet malo pogledamo, kje smo. Moj izgleda že takole, jelenček. Evo, zopet naredimo eno verižno. Zdaj pa pokvačkamo 2 skupaj, pa še naslednji 2. Torej 2x2 pokvačkamo skupaj. Zdaj pa naredimo 7 gostih, enojnih. 2, 3, 4, 5, 6, 7 in zopet 2 skupaj. 2 skupaj in tudi zadnji 2 skupaj. Eno verižno obrnemo. Pa zdaj zopet 2 skupaj. Pa še enkrat 2 skupaj. Pa zopet 2 skupaj in zadnji 2 skupaj. In sedaj še eno verižno in obrnemo. Damo 2 skupaj, 3 goste in še 2 skupaj. Tako, odstrižemo in tole vrvico samo potegnemo čez zanko in zategnemo, zato da se nam ne bo izparalo. Evo ga, naš jelenček, prvi del. Za ušesa potrebujemo zopet tile 2 barvi. Začeli bomo z belo. Tudi uhlji so sestavljeni iz 2 plasti, sprednje in zadnje. Najprej naredimo magični krog ter verižico iz 4. 1, 2, 3, 4. Začnemo pri drugi zanki od kvačke. Naredimo eno gosto, pa v naslednjo eno gosto, pa v zadnjo 3 goste. 1, 2, 3. Tole tako fino zategnemo, da ne bomo imeli luknje. Zdaj pa se vračamo po drugi strani verižice. Naredimo eno gosto in v zadnjo naredimo 2 gosti. 1, 2. In potem s temle slip stitchem gremo samo skozi prvo zanko iz te vrste. Potegnemo skozi prejo in še skozi drugo zanko. Dobimo takole. Evo. Odstrižemo belo, ker bomo zdaj pridružili rjavo. Čist enako kot prej, ko smo delali obraz. Rjavo samo potegnemo skozi belo. Belo spodaj zategnemo in nadaljujemo z rjavo. Naredimo eno verižno. Zdaj pa v isto luknjo, kjer izhaja tale verižna, naredimo eno polšibično. Takole. Polšibično. Zdaj naredimo dvojno polšibično v naslednjo zanko. 1, 2 v eno, torej. Potem v naslednjo zanko naredimo eno polšibično. V naslednjo zanko naredimo eno polšibično. V naslednjo zanko naredimo 2 polšibični. V naslednjo zanko zopet naredimo 2 polšibični. V naslednjo zanko naredimo eno polšibično. Pa v naslednjo naredimo eno polšibično.
In v zadnjo naredimo 2 polšibični. Takole. Dobro je, da tele, ko menjamo barvo, jih kar zraven ukvačkamo in jih peljemo par teh zank s seboj, zato da nam potem ni treba tega šivati. Spojimo s slip stitchem s prvo iz te vrste, odrežemo in samo nitko potegnemo skozi, pa fajn zategnemo. Zdaj tele, ki so tukaj le take dolge, bomo pa čist malo skrajšali, da nam vnaprej ne bodo delale prevelikih težav in nas medle. Tako, evo, sprednji del uhlja je gotov. Zdaj pa bomo naredili še zadnji del uhlja, in sicer z enako barvo, torej z eno barvo, z rjavo barvo. Naredimo magični krog, 4 verižne, 1, 2, 3, 4. V drugo zanko od kvačke naredimo eno gosto, naslednjo naredimo še eno gosto, naslednjo naredimo 3 goste, 1, 2, 3. Primemo za vrvico in zategnemo. Vračamo se po drugi strani verižice, naredimo eno gosto in v zadnjo 2 gosti. Takole. Spojimo s slip stitchem s prvo zanko, tam, kjer smo začeli. Naredimo eno verižno. V isto zanko naredimo eno polšibično. Naslednjo nadaljujemo z 2 polšibičnima. Naredimo enkrat eno polšibično, v naslednjo tudi eno polšibično, zdaj pa v naslednji 2 pa po 2. Torej 2 polšibični v eno in še enkrat 2 polšibični v eno. Tako, zdaj pa v naslednjo eno polšibično, pa še naslednjo eno polšibično in v zadnjo naredimo 2 polšibični v eno. Takole. Slip stitchem spojimo s prvo zanko in imamo zadnji del uheljčka. Zdaj ne bomo rezali stran vrvice, ampak bomo sprednji del spojili z zadnjim delom. Naredili bomo eno verižno in zdaj čisto enostavno obkvačkamo skozi oba uhlja, sprednjega in zadnjega, lepo to obkvačkamo in ju na ta način spojimo. Tako. No. Cel ta projekt je narejen po tem principu. Naredimo 2 plasti, ki ju nato skvačkamo skupaj. In pride kar tako lepo, zanimivo, malo drugače. In ta isti postopek potem ponovimo še enkrat, zato ker seveda rabimo 2 uhlja. Takole. Še lepo se bo tako malo oblikoval v školjko, da bo še bolj tak tridimenzionalen in bo prav lep.
No, pa mogoče malo bolj natančno to delo, ker so tudi male stvari, s katerimi delamo. Treba malenkost več potrpljenja. Takole pridemo naokrog in naredimo slip stitch, odrežemo, vrvico potegnemo skozi, zategnemo in tukaj imamo mi naš uhelj številka 1. Zdaj bomo naredili pa še enega. Takole, zdaj bomo pa prišli k enemu majčkeno, mogoče za nekatere bolj zahtevnemu delu, kajti teli rogovi so precej drobni, da ne rečem, in je treba se kar majčkeno bolj potruditi, ampak vse bo šlo, vse bomo naredili. Vzamemo barvo, ki smo si jo izbrali za rogove, naredimo magični krog in 2 verižni. V drugo zanko od kvačke naredimo eno gosto petljo. To je naša prva vrstica. Zopet naredimo verižno in obrnemo. V to gosto, prejšnjo, zopet naredimo eno gosto. To je druga vrstica. Zopet naredimo eno verižno in obrnemo. Zopet v spodnjo zanko naredimo gosto. To je naša tretja vrstica. In zopet naredimo eno verižno ter obrnemo. Spet naredimo eno gosto. To je četrta. Verižno obrnemo. Zopet spodaj gosto. Je peta. Naredimo eno verižno, obrnemo. In še enkrat gosto. To je šesta. Takole pride. Zdaj pa naredimo eno verižno, obrnemo in naredimo 2 gosti v isto zanko. To je 7. vrsta. Naredimo eno verižno in obrnemo. V prvo spodnjo gosto naredimo eno gosto. To je 8. Drugo pustimo pri miru in nadaljujemo. Ena verižna, obrnemo. Ena gosta, je 9. Ena verižna, obrnemo. Ena gosta, je 10. Ena verižna, obrnemo. Ena gosta, je 11. Odrežemo, vam bom pokazala zdaj, kaj smo dobili. Eno vmesno žival. Evo, pol Y. Takole. Zdaj bomo pa nadaljevali tukajle, kjer smo imeli 2 v 7. vrstici. Če se spomnite, kjer smo naredili 2 gosti v eno. Skozi drugo, ki še ni obdelana, potegnemo prejo. Naredimo eno verižno, ki nam nič še ne šteje. In sedaj v isto naredimo gosto. To pa je zdaj naša 8. vrsta. Gosto, eno verižno, obrnemo. Gosto, eno verižno, to je zdaj 9. Obrnemo. Gosta, 10. In verižna in obrnemo in še enkrat in imamo 11. Zdaj pa tole odrežemo. Takole in zdaj imamo takle Y. Naredili bomo še enega, potem pa bomo zopet oba obkvačkali. Ko napravimo še drugi del roga, oba damo enega preko drugega in tole bo v bistvu najbolj zapleten del pri temle jelenu.
ker moramo zdaj tole drobno rečo pokvačkati. Naredimo eno verižno in kar začnemo. V bistvu ne smemo preveč komplicirati. In gremo lepo po vrsti, kar delamo tako bolj velike zanke, dolge. Nič za to, vse bo lepo izpadlo. Samo pazimo, da res prebodemo obe strani. Takole. Ko pridemo do teh robov, kjer so, ki so tako recimo pod kotom 90, da si boste lažje predstavljali, tam lahko naredimo recimo 3-4 goste v to eno luknjo, zato da nam bo prišlo tako lepo. Evo, recimo, da vam pokažem, da se nam ne bo kaj, evo, takole. Vidite, tukajle na dnu sem jih kar naredila 3 v isto tole luknjo. In lepo nadaljujemo. Moje tele zankice, mislim tele nitke probamo zraven pokvačkati. Nekaj ene 3, recimo 3 zanke, potem jih damo na strani in jih bomo kasneje enostavno odstrigli. Takole. Zdaj smo spet prišli kle na vrh, na prvi vrh od roga. In zdaj tukaj lahko spet 3 v eno, da se nam bo lepo tole zaokrožilo. Tako drobno in na tesno vse skupaj. Ampak bomo dali, bomo tole lepo naredili do konca. Enkrat in dvakrat in 3-krat v eno in isto zanko. Oziroma tole luknjo, kaj je tukajle. In zdaj nadaljujemo navzdol. Tole, ko sem sproti ukvačkala, si bom zdaj malo umaknila. Tako, gremo zdaj še drugi del tega roga. Mislim, da si bom jaz kar tole malo porezala, ker me motijo. Še. Evo. Ko prvič tole delate, je najbolj zoprno, potem se pa navadite, potem ste pa že veterani. Ko boste drugega jelenčka delali, bo to že simpel. Zdajle pa malo bolj zahtevno, ampak dobro je. Moramo se naučiti tudi take stvari. Evo, in še drugi del. Takole. Evo. Tako. In potem zaključimo s slip stitchem. Drežemo. In potegnemo skozi
zanko, da se lepo takole postrižemo tele, ki smo jih vmes ukvačkali. In poglejte zdaj to, kaj je nastalo. Tegale bomo pa ušili noter. Evo, ni lep. Zdaj naredimo še enega takega. Tole vrvico bomo pa z iglo samo noter pošili. Tako. Za nos bomo uporabili rdečo. Jaz sem si izbrala tako, ko se majčkeno blešči, ko je ravno božič. Pa ko imamo radi, da se majčkeno blešči za božič, pa da se lučke prižigajo in tako naprej. Evo, naredimo magični krog, 2 verižni, zdaj pa 8 polšibičnih v magični krog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8. In sedaj naredimo slip stitch. Tole najprej zategnemo, potegnemo za vrvico in naredimo slip stitch. Režemo malo daljšo vrvico, ker bomo nosek potem še prišili. Ter potegnemo skozi zanko. In naš nosek je tukaj. Tako, zdaj imamo pa vse dele. Zdaj bomo pa zašili jelenčka do konca. Takole. Zdaj smo prišli pa do zadnjega koraka pri tem našem jelenčku. Našili smo mu obrazek, nosek, oči, usta. In pa jaz si tudi v teh primerih, kadar delam takele projekte, kar zašijem, tukaj recimo smo spojili obe polovici, pa uhlje, pa rogove. In tukaj sem jaz vse lepo obšila, cel tale del sem obšila do semle. Zdaj ga bom pa še obkvačkala in sicer bom začela tukajle z belo barvo. Grem čez obe polovici, potegnem skozi belo prejo, naredim eno verižno in potem lepo počasi grem okrog in okrog in delam čisto enostavne, goste petlje. Do tam, dokler je obrazek bel, bom delala z belo, potem bom zamenjala barvo z rjavo. Za vmes, med obe plasti, damo nekoliko polnila, ne polnimo pa preveč, zaradi tega, ker nam ni v interesu, da bi bil to zdaj neki tak izdelek, ki je tak zelo napihnjen. V bistvu dodamo polnilo samo zato, da dosežemo majčkeno oblike, malo 3D občutka, ne pa tudi, da je to taka zelo napolnjena zadeva. Samo trenutek, da še tole vrvico fino potegnem. In zdaj imamo priložnost, da vse tele vrvice, vse te nitke, ki so se nam pojavile tekom kvačkanja, lepo skrijemo, pokvačkamo, da se jih ne bo videlo. Takole, tik pridemo do konca bele, bomo pa še dodali polnilo.
tole izgleda do sedaj. Zdaj bom pa vzela polnilo. Takole izgleda. Jaz tole kupim kar eno blazino v trgovini z opremo za dom. Te blazine so tam od 3 do 5 evrov in potem jo imate kar za nekaj časa. Mislim, da je to najcenejša varianta, kako priti do polnila. Takole. Evo, že dobiva svojo obliko, se opravičujem, tudi to se zgodi. Že dobiva svojo obliko. Takole, evo. Takole. Mislim, da bo dovolj. Zdaj pa še pokvačkam z belo do konca. Tako. To tukaj, kamor sega tale bel del obrazka. To gremo z belo. Tole. Zdaj pa bomo belo odrežemo. Pustimo malo daljši trakec, da bomo lahko lepo še ga pokvačkali, da se nam kaj ne spara. Zamenjamo barvo, kot smo se naučili, če ne prej pa v tem projektu, kako se barvo zamenja. Ter nadaljujemo zdaj z rjavo. Hkrati pa notri ukvačkamo tudi vse tele nitke, vsaj 3-krat, 4-krat, da gremo skozi. Pa pazimo vedno, da gremo čez obe polovici, zato da bosta fino trdno spojeni skupaj, da ne bo kje kakšne luknje, da bo polnilo uhajalo, pa tudi zaradi estetskega izgleda. Takole. In potem pridemo do uhlja. Tukaj bomo pa zdaj malo drugače. Jaz bom tole zdaj noter potegnila, tele nitkice tukaj ob strani. Takole sem šla s kvačkom in zdaj bom lepo noter potegnila, da me ne bodo motile. Še tukaj. Evo, takole. No. Damo stran. Etole. Tako. Evo. Zdaj pridemo pa do uhlja. Pri uhlju, na začetku uhlja poskušamo vključiti tudi uhelj. Potem pa v bistvu kvačkamo samo tale del, samo ta sprednji del glave. Ker smo že prej prišili vse skupaj, tukaj ne bo nobenih težav, da bi kaj razpadlo. Dobili bomo pa en tak zelo lep estetski učink. Evo. Jaz pa vseeno poskušam še čim boljše tele, vsaj recimo na začetku uhlja, pa na koncu uhlja in roga, da tudi te dva nekako vključim zraven, da še malo bolj drži. Zaradi nič drugega. Evo. Zdaj se skupaj kar malo bolj debelo. Se je treba malo bolj potruditi. Ampak. No. To je zdaj v bistvu še čisto to zadnje dejanje, preden bo naš izdelek končan.
in bo krasil našo smrečico. Ali pa ga boste komu podarili. To so taka lepa darila, jaz sem jih vedno vesela, če kdo kaj ustvari in mi potem podari. Takole. Evo. Še drugi rogec in uhelj. Zopet poskušamo ukvačkati še ta del uhlja in roga, vsaj ta prvo, a ne, se potem več ne gre, ampak vsaj ta prvo, da bi se čim bolj to lepo fiksiralo. Če pa ne, pa tudi sej ne bo razpadlo, jaz to ne najrajši naredim. Evo, še zdaj pred uhljem. Pa zadnji del uhlja pričvrstim. Mislim, da si bomo po tem matranju zaslužili vsi en vroč kakao, da se sprostimo. Ok, ne, se ni tako hudo. Ni pa ravno začetniška tale, oziroma za začetnike, ne, moraš imeti že mačkan znanja, izkušenj s kvačkanjem. Evo, sem pa prepričana, da tudi začetniki najdejo marsikaj za sebe tukajle na temle portalu, knjižnice Šmarje, tako da lahko še malo pobrskate. Smo kar že veliko tega naredili skozi vsa ta leta. Takole potegnem ven. Evo, še ušijemo tole zanko, ki nam je ostala. Zdaj opano, da nimamo skrijemo. Evo. In imamo okrasek. Takole še mačkam vmes malo par šivov naredim, zato da se ne bi slučajno kaj razparalo. Takole in še vrvico napeljemo tukaj na vrhu glave. Primerno kaj sredina. Takole. In šalenček bo končan. Takole. Evo. Želim vam prijetno ustvarjanje. Pa lepe praznike. Čau, čau.